To je dejansko prvo regijsko srečanje pod novim vodstvom mestnega odbora Maribor in zelo smo veseli, da imamo danes tako eminentne goste v svoji sredi. Jaz mislim, da gre za prelomne volitve letos v Evropski parlament. Na eni strani se bo odločalo, želimo živeti v Evropi ponosnih narodov za svojo identiteto ali pa po drugi strani po tej, bi rekel, tako imenovani multikulti Evropi, kjer pa dejansko vrednote, ki jih sicer poznamo v tej stari Evropi, so nekako v zatonu, tako da gre res za prelomne volitve. Hvala za besedo. Hvala za zelo dobro organizacijo predsedniku Mariborskega odbora. Jaz sem še posebej vesel, da sem bil v zadnjih letih stalni predstavnik poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+. Večkrat rečemo, da je to bila najboljša naložba v prihodnost. Res je, Erasmus+ je ena zgodba o uspehu. Milijone in milijone ljudi je šlo že na razne oblike Erasmus izmenjave in več ali manj so vsi zelo zadovoljni. Pa ne samo mladi, tudi starejši imajo v okviru Grundtviga možnost, da grejo v tujino in če pogledate na spletni strani, imajo prav fajn zapisane svoje dogodivščine, dobre izkušnje s tem. Ne gre samo za dobrobit Erasmovcev, gre tudi za dobrobit fakultet, ki jih sprejmejo, lokalnih skupnosti, ki jih sprejmejo in nenazadnje tudi za dobrobit vseh v Evropski uniji. Seveda je ta Erasmus precej širši, vključuje tudi druge države, ki niso članice Evropske unije. Jaz sem vesel in ponosen, da smo uspeli zbrati konsenz v parlamentu. Zelo težko dobiš za kakšno stvar konsenz v parlamentu, ne? Tako široko soglasje praktično vseh političnih skupin. Tukaj pa se je dobil, ne? Takrat, ko je bila sem opora na smer, ko sem plašno iskala iskro v očih, izmed vseh tih otrok našla sem te. Torej, dati otroku krila, da poleti in korenine, da ko odleti nekam drugam, ima korenine in ve, kam se vrniti. To je zelo pomembno pri vzgoji. Zmeraj nam to ne uspe, pa vendarle imamo Slovenci ene take globoke korenine tukaj le doma. Tako da vsi, ki se ob petkih, torej ob koncu tedna vračamo iz Bruslja, tako Milan kot tudi Franc in ostali, se veselimo tega dneva. In verjemite, Slovenija je gledana iz tujine zelo, zelo lepa, bistveno lepša kot takrat, ko si doma in se tega ne zavedaš. Jaz sem izredno počastena, da vas smem danes nagovoriti in to kot kandidatka na skupni listi za evropske volitve SDS, SLS, Nova SLS. In vso to mizerijo, ki jo danes ali pa mi Slovenci doživljamo na področju zdravstva, za vse te mizerije imamo v Slovenski demokratski stranki odgovor. Nenazadnje smo na kongresu leta 2017 sprejeli tudi resolucijo o zdravstvu. Torej, kot kandidatka za evropsko poslanko vidim te probleme in lahko delam primerjavo zdravstva v Sloveniji, zdravstva v Evropski uniji. In vsakemu in slehernemu državljanu republike govorim, te volitve so pomembne. Ne samo zaradi Evropske unije, tudi za prihajajoče državnozborske volitve. Slovencem je potrebno vliti ponovno zaupanje v slovensko politiko. Levica ne daje tega zaupanja. Bodimo pošteni in pravični do sebe in do slovenskega naroda. Dajmo jim ponovno zaupanje, tudi z evropskimi volitvami. In zato je tudi moj glas, tudi vaš glas. Hvala lepa. In sam sem se zato zelo razveselil te skupne liste, tudi ko v Evropskem parlamentu z vodstvom EPP-ja govorimo, smo bili ves čas nagovarjani, ne delite neumnosti, ne razdelite se na frakcije, kajti izkušnje po Evropi so tam, ki so 3-4 evropske ljudske stranke, je zelo težko dobiti dober rezultat.
Jaz sem prepričan, da smo naredili modro potezo, da sta bila tako vaš predsednik, gospod Janša, kot naš Marjan Podobnik modra, da smo se združili nazaj zopet s Francijem in da naredimo na nek način to zmagovalno listo še bolj zmagovalno, kot je bila pred 5 leti. Sam v to zelo verjamem, mislim, da smo, tako kot je bilo rečeno, ekipa, v kateri imamo vsak na svojem področju marsikaj za pokazati in da smo se v življenju že pokazali in dokazali. Na nek način smo tudi teritorialno lepo razporejeni, da pokrijemo celo Slovenijo, zberemo te glasove na kup in prepričan sem, da bomo 26. maja letos, prejšnje so bile 26. maja zvečer, kot si Patricija dejala, zapeli na zmago. Mirna spava,